Gospodje, ali smem zmotiti z enim vprašanjem? Če začnem pri kolegu iz Demokracije, povejte mi, kaj pričakujete od te knjige, ko jo boste prebrali? Zdaj sicer nisem bil doslej tako pozoren na to, kar je prej pisala, moram prebrati podrobno tudi obe knjigi, ki jih je Ana Jut izdala prej. Tako verjetno bo spet kakšna pikantna podrobnost, mogoče kaj o dogajanju v medijih. Sicer mi naslov Enron je tudi tak nekoliko provokativen. Tako, pustimo se presenetiti. Gospoda iz Maga, kako pa vidva vidita današnjo zadevščino, oziroma kaj vas moti v knjigi? Kako pa ne veva, če jo nista še prebrala? Ja, spraševali ste že, da je nekaj vse s črnim prečrtan, ne? Tule piše tako, ne? Jaz sem hotela, pa nekaj manjka, zaključeno, čeprav ni nujno, da se ne bo več nikoli dogajalo, pa spet nekaj manjka, bi me lahko fukal tudi na klopsi na Prešercu, ob 12, pa še vedno v javnosti ne bi prišlo do škandala, garantiram, pa spet nekaj manjka, ne. Tako da ne vem, mislim, zakaj nekaj ne manjka. A mogoče to kakšen ljubimski, mislim. To bi bilo zelo zanimivo, ne. Kaj pa, če manjka samo vzdihi, Pa se to pa vemo, kako izgleda, ne. Ja, sem se dolgi pa, nekaj veliko manjka. Ja, najbrž. Orgazmično. Kolega Šurla, kaj pa vi mislite? To najbrž ni bistvo knjige, ker kršine. No, to se strinjam, ampak... Bistvo knjige so najbrž se korisijo slovenskih medijev. Ja, ampak me zanima... To se jaz mislim, a ne? No, me zanima, kaj vi mislite v bistvu v tej izdaji oziroma na tak način prezentaciji knjige, da v bistvu se je zdaj odrekla avtorica pisanju knjig v bodoče? Mislim, da je to provokacija, tako kot knjiga provokacija. Se pravi, lahko tudi... Ana Jut zna šokirati. To se strinjam, ja. Čeprav mene še ni nikoli šokirala, ampak a vas je? Recimo da. S čem pa? Vse je dobro, Ana, vse nimam nobenih pripomb, vse je zelo pogumno. Ja. Ona ima jajca. Ima jajca. Koliko? 3, 4, 5? Veliko si upa, no. Predvsem ima jajčnike, no. V redu. No, zdaj pa še urednika iz STA, gospod Meško. Povejte mi, kaj pa vi mislite o vsej tej zadevščini danes? Ničesar ne mislim. Če pa me misliš spraševati o vsebini knjige ne poznam, vsebini ne poznam, pa se slišiva takrat, ko bom prebral. To v redu, ne, zanima me to, kar se je danes v bistvu zgodilo, da ste prišli na eno prezentacijo knjige oziroma pogovor z avtorico, pa je nekako ni. To je pač njena odločitev. Ste v redu? Ste v redu s tem dejstvom, da je ni? Sami pri sebi vas to kaj zmoti? Je to kaj... Na to ne morem vplivati in tako pač je, ne? Zelo sem si jo želel videti. In to je to. Zelo sem si jo želel videti. Ja, verjamem, si jo lahko gledate na zadnji strani. Pa ne, jaz bi jo rad videl. Uživa. To ste pa zamudili, zgleda priložnost, ko ste imeli okroglo mizo Združenje novinarjev in publicistov, kjer je bila pri Šanku. Ja. Jaz pa pred njo. Vse smo se pozdravljali takrat. S hrbtom, hrbec ti je kazal. Napaka. Bilo je zelo nevljudno. Ja, nič, najlepša hvala. Torej, 3 kave, pa 4 vode. Kaj to pomeni? To pomeni to, da jaz ne bom kave pil, ko sem jo ravno prej pil. Ja, nič, knjigo prebrati čim prej, pa bomo pa se pogovarjali. Ja, tako. V redu? Dobro geslo. Smrt socializmu, svoboda naroda. To sem pa že nekje videl. Ja, kje pa? Mislim, da na spletni strani neki alter, ne vem točno, nekdo, ki se rad oglaša po internetnih forumih in je, moram reči, da se tudi večkrat ne smejim, no. Je kar tak posrečen, zelo zagnan človek mora biti to. Ponekod se pojavlja pod nazivom baron, mislim, da gre za isto osebo, nisem pa prepričan. A vas lahko jaz, kolega iz Demokracije, vprašam eno bolj intimno stvar? Prosim. A hodite kaj v fitness? Niti ne. Razmišljam pa, da bi začel. Hvala lepa.